Nov dan, nove dogodivščine in nova epizoda Simple Life podcasta. To še kar traja. Meni je to tako fascinantno. Jaz sem to začel snemati in zdaj to še kar snemam in smo že se niti ne vem, bližamo se 40. epizodi. To je bil tako najtišji aplavz ever. Ampak ja, blizu 40 smo. Danes pa niti nimam kaj konkretnega za povedati. Sam začel sem snemati, ker je sobota, pa en tak easy dan. Danes se mi res ne da nič delati. In ful fajn mi je, da imam to svobodo, da lahko med vikendom si rečem, danes nam pa čist nič naredil. No, veš, mislim, saj sem se zjutraj zrihtal, pa meditiral, pa pol eno žehto oprav pa obesil. Mislim, pralni stroj. Čakaj, pralni stroj. Še zdaj včasih mešam pomivalni stroj, pa pralni stroj. Pralni stroj žehto oprav, pomivalnega stroja pa nimam, zato ker na roke perem. Mislim, pomivam. Jesus, no. In veš, kaj je hec, ko grem na obiske? Ne, jaz ne grem na obiske, to bi pomenilo, da sem na človeku. Ko grem na obisk k človeku ali kolegom v familiji, a veš, dobim kaj za jest, ne, za podzob, in polovno pojem, grem v kuhno in začnem avtomatsko pomivati. Na obisku, ker pač sem doma navajen, da kad nekaj pojem, pač pomijam posodo, zato ker če nam jaz pomil, noben pomil. Oziroma, če jaz ne bom pomil takrat, bo to pomenilo, da bo mogel Jure čez 3 ure, a veš, pomivati. In včasih mi je res ful dobro gledati na samega sebe, kakor jaz zdajle, pa Jure čez, veš, nekaj ur. In probam jaz zdajle unmu modelu čez nekaj ur olajšati life. Tako da bom jaz zdajle pomil. Ti pol, ti sam, v easy, bom jaz zdajle naredil. Ali pa ta stavek mi je tudi vedno boljši. Zakaj bi jutr, če lahko zdajle? Zakaj bi jutr nekaj naredil, če lahko zdajle naredim? Reče človek, ki zdajle čiče na kavču, namesto da bi šel danes v Špar in se je prej odločil, da bo šel v ponedeljek. A veš. Kje je zdajle ponedeljkov Jure si v easy vzame, ko bo itak še na šiht šel, pa še v Špar. A ne bi ti reš danes to? Sam ne. Danes je sobota, danes je v easy, danes je tako, kot mora biti. Verjetno še en film pa pogledal. Pa potencialno zvečer s kolegi igramo Among Us. Če še ne veste, Among Us je ena ful zabavna igra, ki igraš v bistvu tako ene možičke, ko so na vesoljski ladji oziroma na... Pa niti ni vesoljska, v bistvu je vesoljska ladja. Si pač na vesoljski ladji s folkom in potem sta 2 imposterja, se jim reče, oziroma 2 izdajalca. In 2, veš, tečeta po tej ladji in morita ljudi. Medtem ko ostali, oziroma posadka, oziroma ekipa, vmes dela naloge, zato da to ladjo usposob in če naredi vse naloge, zmaga. Oziroma, če vmes ugotovijo, kdo sta izdajalca, ker pri več igralcih sta 2 izdajalca, pa jih vržejo dol z ladje, pol tudi zmagajo.
Sam fora je, da lahko ti nedolžnega človeka dol z ladje vržeš. In ko si izdajalec, pa izdajalce igrati je najbolj zabavno. Ko si izdajalec, pa ko vržejo napačnega človeka dol, si mišljal sam, to. In je pač fulje smešen, a veš, lahko ga pregovoriš, ne, jaz nisem bil, on je bil, in pa ga dol vržejo z ladje in ti se sam smeješ, ne, ko si ga pregovoril. Koliko je fajn imeti prijatelje, to je tako. To je nekaj dobrega, to je pa res nekaj dobrega. Veš, pa ne mislim tako znance, da imaš, ne vem, 50 ljudi, a veš, s katerimi se poznaš, pa občasno družiš. Ne, jaz govorim tako, da imaš en krog 4, čist hipotetičen primer, 4 ful dobrih prijateljev in se s temi družiš in tako. A veš, greš z sočlovekom v globino. In ne v širino, veš, tako da imaš, kakor sem rekel, 50 znancev, ne, imaš 4 ful dobre prijatelje, za kere bi prestregel metek. In potencialno oni zate, to je pa še najboljše. To je ful dobro. Ali pa da se z družino dobro razumeš. Stari. To je pa če uporabim besedo neprecenljivo, mislim, da sem to pravo besedo uporabil. Da pač, veš, se z mami dobro razumeš, z očem dobro razumeš, pa potencialno še z drugimi sorodniki, veš, starimi starši, tetami, strici, bratranci, sestričnami. Ok, sem to tako že malo razširjena družina, ampak sem tako, starši, bratom, sestro. Meni je še zdaj smešen, da ko sem bil mali, jaz sem si želel sestro. Dobil sem pa brata. Pa tako jaz ne vem, zakaj sem si jaz želel sestro, a veš, brat je tako najboljši brat ever. Mislim, pač ima svoje posebnosti, ne, ampak je ful v redu človek. Jaz sem pa hotel, ne vem, zakaj sem hotel sestro. Veš, kaj bilo ful dobro, če bi bilo zdajle, pa tudi, lahko si vi tudi predstavljate, če bi šli zdajle za to, s tem umom, pa s to bitjo, oziroma s tem, kar ste zdajle, v psiho, takrat, ko ste bili mali. Oziroma, veš, da bi zdajle se postavili v kožo takrat, ko smo bili mali. Pa rečemo, ko rečem mali, 5. razred osnovne šole. Evo, se pravi, to je starost koliko? Tam nekje 12 let. Mislim, jaz samo o sestri sem govoril, ko sem bil tako, ko nisem sploh vedel zase. Zdaj sem malo na kasnejša leta šel, ampak tako, kva sem jaz razmišljal, ko sem bil 12 let star? To bi bilo meni zanimivo zdaj vedeti. Ali pa ne vedeti, ampak čutiti. A veš, da bi čutil, tako, kot sem čutil takrat, ko sem bil 12 let star. Ali pa takrat, ko sem bil 20. Ali pa tudi, ko sem bil, ne vem, se lahko pač vsa leta naštejem. V bistvu je bilo ful zanimivo, da bi lahko takole preklapljal med leti. A veš, lansko leto takle čas to izreš. Predlanskem takle čas, predlanskem takle čas in a veš vsa leta za nazaj, da bi lahko kar, evo zdaj spet na kavču čičem pa gledam TV, da bi vzel daljinca pa se prestavljal med Jure 31, Jure 30, Jure 29, Jure 28.
A pa si lahko vi predstavljate za vsakega od vas, kako bi bilo, če se prestaviš 1 leto nazaj. Fuck, to bi bilo toliko fascinanten, ker mislim, zdaj zase govorim, ne, redko se ustavim pa pomislim, kje sem bil lansko leto takle čas. In veš, kakšno pot sem vmes prehodil in kdo sem zdaj. Sploh, če ste taki, kot jaz, ki imate radi urejene stvari, je pol nekako osredotočenost vedno na unem, ki je še treba urediti. In če je nekdo osredotočen, če sem osredotočen na tisto, kar je še treba urediti, pomeni, da, veš, na tem spektru pozitivno, negativno sem bolj na negativno osredotočen in posledično lahko večkrat slabe volje, kakor pa dobre volje. Veš, če bi bil pa osredotočen na, lej, tole imam pa že urejen, tole je pa pošlihtan, tole je pa spedenan, tole je pa spravljeno v red in je ful dobro. No, v tem primeru bi bil večkrat dobre volje. Jaz ne vem, zakaj je meni red toliko pomemben. A zaradi vzgoje? Veš, kaj starša sta kar tako, moram reči, urejena človeka, imata svoj life. Tako res spedena ni, da ni. In a sem jaz to od njiju pobral, a sem pa jaz tak že po naravi. Pa evo, kako bi jaz to ugotovil sploh? A sem jaz tak po naravi? A pač tak sem? Ali je to samo vzgoja bila? Ti ne vem. Lahko bi probal samega sebe prevzgojiti, veš, pa si neke nove navade ustvariti. Pa pol videl, a je to sploh možno? In če je možno, pol očitno je bila to vzgoja. Če pa ni možno, je pa opcija, da je pač vzgoja toliko zakorenjena v meni, da pač tega ne morem odstraniti. Ali pa je to del mene. Že tako. Čeprav mislim, da to ni del mene. Ker tako zadnje čase zdaj, kle gledam, veš, kaj sem začel delati. V bistvu točno 40 dni nazaj sem začel resneje meditirati, zdaj 2-krat na dan. In sem klele en del stene, rečemo temu, žrtvoval, zato da delam črtice. Veš, tako kot uri v zaporu, kad narediš črtico in pa še 5 čez, da je to pač, sklop 5 črtic, ki simbolizirajo 5 dni. Ja, tako kot zaporniki štejejo dneve, koliko časa so v zaporu, jaz zdaj štejem kleno steno, pa to je tako moja najljubša stena, koliko dni že meditiram. Mislim, po tej novi meditaciji, prej sem že, pa ne lih pol leta, ampak danes zdaj pa že res nekaj časa meditiram. No, ampak po tej novi metodi pa šele 40 dni in kar sem hotel reči je, da vedno bolj dojemam, da red in želja po redu je del mojega uma. In to nisem jaz. Kaj prav čutim, da nekaj ni urejen, jaz to vidim in pol zdaj konkretno pretiravam. Je kakor, da bi me nekaj mečkan srbel, tako v ozadju misli, v ozadju možganov, nekaj kakor mečkan srbi in kaj jaz to uredim, me pol neha srbeti. Je kakor, da bi se res popraskal, ali pa takole. Še malo. In
Ja, me pa neha srbeti in je tako dober. Ampak po novem, ne, to prav dojemam, da je to del uma, ki je nekaj drugega kot jaz. Tako da na ono prejšnje vprašanje bi si v bistvu odgovoril, da ja, da ta želja po redu, ali pa rečemo temu tako, kot naj bi temu rekel, pocajzelstvo, da pocajzelstvo je nekaj, kar nisem jaz. Pocajzelstvo je, a veš, ko hočeš imeti tako vse spedenen, pa da ta zadeva je na svojem mestu, pa ta zadeva je na svojem mestu, pa potencialno še prahu ni. Oh my god, prah. Zdaj smo spet do prahu prišli, folk. Zakaj to obstaja? Tako, why? Zakaj the fuck prah obstaja? Mislim, edini, dober, sej, a veš, če pomisliš, smo edina bitja, ki se s prahom ukvarjajo. Tako nobena žival se s prahom ne ukvarja. Opice se s prahom ne ukvarjajo, pa kače se s prahom ne ukvarjajo, ribe pa sploh ne. A veš, tako, a je kakšna riba kdaj prišla v svoj brlog ali pa kjerkoli ribe že živijo in tako, pizda je prašenkle, jaz moram malo spucati. Ne, to se tako v celi zgodovini življenja ni zgodilo, nobena riba še nikoli tega ni rekla. Pa pustimo, da ne more govoriti, no, ampak pač, a veš, kaj mislim. Prah, ne, to je tako, človeška pogruntavščina. Ker živimo pač na enem mestu, mislim, sej, kakšne živali. Čakaj, če medved recimo živi v jami, a lahko ta jama rata prašna? Kaj pa, če veter skozi njo piha? Pa da je kakšna druga žival še tam? Ti ja veš, da ne vem. Tudi, ko pomislim za nazaj, ne vem, če sem kdaj bil v prašni jami, ali pa mogoče v rudniku. Pa tudi rudnik piše, a veš, nekaj more biti, da je prah. Zdaj, a more biti tam človek, a veš, ko se koža stalno malo obnavlja in pol pač te stare kožne celice dol padajo in je to prah. Ali pa prhlaj, ne, ampak načeloma prah. Ali pa nekaj more biti, cvetni prah, pač en prah more prijeti not, zdaj v rudniku pa ni nujno, da je, ali pa so mini kamenčki, oziroma ta kamenski prah, ali ne, najboljši izraz, pesek, ne pesek, pesek. Kako se reče pesku, ki je ful mehen? Pa se to ni prah, to je pesek, peščena ura, pesek. Ja, ne? Ja, pesek. Sam pesek je lahko tukaj velik pesek. Ok, aj dost o pesku pa v prahu, dost. Gremo nazaj. Kje smo bili prej? Prah. Pocajzelstvo. Ja, stari, ko so stvari urejene, ful lepo, ful dober. Ampak najbolj ironična stvar je pa, ko pridem h komu drugemu domov, na obisk, pa če človek nima urejeno doma, je meni ful udobno. Jaz se tako ful dobro počutim pri folku, ki ima kaos. Mislim, tudi pri folku, ki ima A se pa jaz sam dobro počutim pri komurkoli, prijatelju, družini, doma, ker nič tam ne rabim delati. A veš, ko sem na obisku, pa je samo to, da sem na obisku, zaradi tega se pol dobro počutim.
možno. Pa sej počitnice, pa dopust, sej ista fora, veš, greš na dopust. No, razen če potuješ, lih zato meni potovanje potovanje ni namen, da se spočiješ, to sem zdaj dojel. Da pač potuješ zato, da vidiš stvari, da doživiš stvari, da se živega čutiš, ne. In ne to, da, veš, se spočiješ. Tisto ni, to pač potovanje ni temu namenjen. To, da kdo potuje med dopustom, ko naj bi se spočil, to ima tako skregan z logiko, ne. Ampak ja, je pa dopust od svojega vsakodnevnega življenja, tako da če kdo kam gre v bistvu zato, da ima, veš, odmor od svojega doma. Da pač doma, veš, če si doma, pa vidiš, da je prašno, spet fucking prah. Pač hočeš spucati, ne, veš, ura, skozi te vatra, bi to naredil, a ne bi to naredil, a bi to naredil, a ne bi to naredil. In pol, veš, nisi zares toliko sproščen, zato pol pri kolegih, veš, jaz pri kolegih ne bom vzel sesalec v roke pa začel sesati. Pa, zdaj izpadlo tako, da sem jaz tako najbolj čist človek na svetu. Ne, klele trenutno imam prašno, pa mi je pač tako malo da ne vseeno, ampak vem, enkrat bo treba posesati, zato pač vedno na ta primer pridem. Vem pa, da pri kolegih doma tega nam delu. Tako da zato mi je tam, veš, v easy, karkoli pogledam, pa če ni pospravljen, ja, pač to ni zabe za pospravljati, veš, in je pač tako lagano, v easy, dobro, lagodno, pač odmor. Zdaj pa že kakšne 4 leta, kakšne 6 let, odkar jaz doma imam skozi eno čutaro oziroma eno steklenico vode. A veš, ne vem, kva sem včasih delal. Pač, ko sem bil žejen, sem šel v kuhno pa vzel en kozarc pa spil nekaj vode. Zdaj imam pa skozi tole steklenico, ki jo, a veš, stalno poslušate. In piše, ko moram reči, da mi je všeč navada. Včasih, to je pa ta najboljši del. Ker recimo začnem gledati film, ali pa se perfektno namestim na stolu, a veš, gate so lih prav, nič me ne žul, naslonjen perfektno, pokonc, vsem sproščeno. In pol med gledanjem filma ali pa karkoli že pomislim, jaz bi vodo. In pozabim, a veš, da ta steklenica je zraven mene in pa tako, jaz bi vodo, in pogledam desno, levo in tako, voda, ful dobro, in pa se čisto zadovoljim sam s sabo, ker je, a veš, pretekli Jure poskrbel za tega Jureta zdajle, se pravi mene, in tako, voda bi zrihtal, ful hvala. Da vedno, pač meni je včasih ful dobro biti tako samo v svoji družbi, pa veš, ima take butaste misli, ampak so, ne vem, no, ful dobro, veš, ker tako sam zase poskrbiš. A ni to lepo? In še lepš, ne, je pa, da če znaš enkrat zase poskrbeti, pol si tako sam še en mini korak do tega, da znaš tudi za druge poskrbeti. Veš, kaj sej, pač ljudje smo pod kožo, smo vsi krvavi, saj smo vsi pač isti, saj smo vsi ljudje. In pač če znaš, kakor sem rekel, če znaš za enega poskrbeti, znaš za vse. No, mislim, za vse. Pač smo, kakor smo si podobni, smo si tudi različni, tako da, veš, če znaš zase, ni nujno, da bo enemu drugemu ta skrb, te vrste skrb ustrezala. Veš, kakor je meni kul imeti mir, bi en drug tako živce zgubil. Ker hoče sam, da se dogaja, da je skozi folk okoli njega ali pa okoli nje, da se gre ven, da se dela to pa uno, in tako, da sam čičaš na kavču,
pa pričaš v diktafon. Kaj sem zdaj naredil? Jaz imam en diktafon, ki je tako pač standarden, kot telefon, ki ga primaš v roke pa snimaš. Pa imam pa enega, ki je ki si ga pripneš na majico, pa tako na takem kablu, in zdaj sem si tega naučala. Zataknil, zvezal na ta drugega, dal not slušalke, da pač še slišim vmes, ko govorim, in je tako cel setup. Pa upam, da se da v postprodukciji tale šum, zdajle ful enega tega šeja slišim. A ni zvok ena ful fajn stvar? Pa meni je zvok, mi je tako res lepa stvar. Pa ne sem zato, ker recimo se mi z videom ne da obanati, ker video, če bi jaz zdajle snemal to kot prvo moram sebe zrihtati. Zdajle mislim vse, ne, da je kaj čuden, pač, majica, frizura, poravnana, zjutraj sem si lase umil, ne. Pa zgleda v redu. Sem pol, imaš tako kakšen dan, kakšen mozol, pa bi se pa s tem obadal, to prekrit, pa maskara, pa make-up, pa to mislim, da te youtuberji, ne, se obadajo s tem, Kakšni tako grejo res verjetno, pa imajo prav kozmetiko, da zgledajo v redu. In pol, pazi to, pol se moraš še z osvetlitvijo obadati, kar se v bistvu ni nič takega, pač kupiš 2 luči, ki jih imaš za kamero, prižgeš in si pač osvetljen, in to je to. Ampak video, ko posnameš, to je tako velik file. To ni tako kot teli moji audio posnetki, ki je recimo, 100 megabajtov na eno epizodo, če je relativno kratka, ampak je tako, to so gigabajti model. In pol to hraniti. En youtuber ima po letu 2 youtubanja, ima tako pač zunanji trdi disk ali pa 2 za vse to. In pol, če hoče imeti še delovne verzije teh datotek, koliko je to enih datotek, stari, mislim, koliko je to enih gigabajtov. Tako da audio mi je z tega vidika bolj všeč. Ko lahko jaz, zdajle bi lahko v gatah snemal, pa noben tega od vas ne bi vedel. Noben. A pa brez gat snemal. Lahko enkrat v bajki, v eno epizodo brez gat, v svoji, kako bi rekel, Adamovi obleki bom posnel celo epizodo, pa noben od vas ne bo vedel tega, ampak jaz bom vedel in mi bo ful smešen. No, glavno, kar se hotel pa reči, je, z tega vidika mi je audio dober, pa ne vem, lažje je tako eksperimentirati kaj, kakor z videom. Zdaj že malo nabijam, pač všeč mi je, to je to. Pa muska je tudi fajn. Škoda pa pri muski ugotavljam, da ima utrujenost en zelo, zelo poseben učinek na petje. V smislu, da, ne vem, jaz se težko sprostim. Sprostim v smislu izražanja, da bi svojo esenco, svojo bit, ali kdo jaz sem globoko v sebi, da bi to izrazil pred ljudmi. Stari. Mene je sram, dobim tremo in tako pač, ne gre. Tale podcast pa med tem, kle sva sam jaz pa moj diktafon. To je to, mislim, so za temi 6 stenami, so sosedje, tako da, če nisem glasen, sva pač jaz in moj diktafon. In sem lahko
kdor sem, a veš zdajle. Pa če me kdaj v živo vidite, oziroma se srečamo, spoznamo, kako se temu reče, ja, mogoče bo malo bolj zadržan, ali pa lahko v bistvu potem sodite, ne, koliko se jaz udobno v vaši družbi počutim, če se kdaj v živo vidimo, da če čim bližje temu sem, kakor sem zdajle, bolj se udobno počutim. Pa še to zdajle, ni. Pa ne vem, a ste ostali tudi tako, da ko ste sami s sabo, ste ful bolj sproščeni, izrazni, pa tako bolj zares taki, ko ste v resnici. Ko meni bi bilo to ful dobro biti skozi tak, a veš, pred ljudmi ali pa ko sem sam. Ampak ne, pa mi rate neroden in kaj si bojo pa drugi mislili in pa kaj da ima veze. Pizda, kaj da ima veze. Pa ne samo to, pizda, kaj da ima veze, ampak, pazi to, če je kdo okoli mene, čist sproščen pa tak, no, vsaj tak, kaj jaz mislim, da človek v resnici je, meni je to vedno ful dobro. Mislim, da ga skoraj ni večjega komplimenta, mislim, saj jaz tako dojemam, če je nekdo res sproščen okoli mene, to je meni tako blazen kompliment, da se nekdo počuti okoli mene udobno. Pa to je tako ultra kompliment. A ni? A je? A ni? A je? A ni, a je, a ni, a je, je. To je v bistvu ena stvar, ki bi si jo jaz želel. Ki si jo želim. V bistvu, jaz bi rad en tak človek, ki se vsakdo okoli mene počuti sproščeno. Evo, to bi jaz rad bil. Veš kaj pa fora? Pazi to. Fora je pa, da to pomeni, da moram jaz biti sproščen. Se pravi, kar sem jaz ravnokar prebral zdajle, je v strnjeni obliki, da pač jaz hočem biti sproščen. Pika. Oziroma ne pika. Pika, se pravi tropiče, zelo sproščen. Toliko sproščen, kakor če wink, wink. Ker takrat, stari, to je tako. Tiste je ta največja sproščenost, ki sem jo do zdaj doživel. In je, glih včeraj sem imel monolog sam s sabo v kopalnici, da je fora je sam, da si dovolimo. Ja, mislim, meni se skozi bolj zdi, da je fora samo to, da si dovolimo biti sproščeni. Naj pojasnim. Recimo, seks. Gremo direkt, kaj? Če imaš sočloveka ful rad, ful rada, pol, a veš, je to možno izraziti na več načinov. In kakor Sadhgure poslušam, on pravi, da to lahko izražaš ali telesno, pol pride do užitka oziroma do spolnosti, ali to izražaš umsko, pol pride do veselja. Tale trojka je, oziroma so čustva. Če to čustveno izražaš, mislim, da pride do ljubezni. Če pa zavestno, pride pa do... On temu reče bliss, pri nas pa ne vem, a je blaženost ta najbližji izraz? Ja, torej, če na zavesten način izraziš sproščenost ali sebe, je občutek blaženosti.
Če na čustven, je to ljubezen, če na umski način, je to veselje in če na telesni način, je to užitek. In ta telesni je nekako najbolj enostaven, pol pa, do tega hočem priti, da če človekom se poskušaš sebe odpreti, čustveno in na vseh nivojih pa pač izraziti in si dovoliti biti sproščen. A veš, čist sproščen, ranljiv in pač tako, da ti je to toliko cool, kakor ti je lahko cool, da ti je res da ti je sam cool. Pač feeling, ki ti je sam cool v lifeu. No to. In če hočeš priti do tega, pol veliko ljudem, ampak kar zase govorim, meni, pol vedno na spolnost udar, ki je pač ta najbolj enostavna oblika, kako to za sočlovekom izraziti. A veš, da imaš nekoga rad in potem, ne vem, pač takoj pride do spolnosti. Ali jaz še nisem na toliko, rečemo temu, visokem nivoju zavesti, da bi to kakšen, višji izraz dobil? Ne. Direktna spolnost gre. In pol včasih prav dojemam, da jaz sam sebe bremzam, koliko sem sproščen okoli ljudi, zato ker je nekako ta postopek, nekako to se odvija v meni, da če grem pa se ful sprostim in del te sproščenosti tako, da pol v sebi čutim tako neko toploto, rečemo temu, ali pa ljubezen do vsega okoli sebe, vključno z ljudmi, in pol, ker ne vem, a je zaradi vzgoje, ali zaradi družbene pogojenosti, ali zaradi lastne biologije, pač, telesa, ne, gre iz sproščenosti v to radost, ljubezen in potem to hoče kar najti nek spolen izraz. In pa se vedno bremzam, zato ker, v glavnem, hotel sem reči, da pač ta najboljši feeling je, če živiš tako, da imaš vse rad. Vse. Vse ljudi, vsa bitja, vse okoli sebe, pač vse. A veš, da ti je sam globok, noter, toplo, pač prav tak topel občutek rata in pol te to prežame cel trup in sam čutiš, kako si čist odprt in dovzeten za cel svet in imaš pač vse rad. Sam zakaj se jaz recimo bremzam v tem, da bi stalno to vse občutil, je zato, ker pol to kar naenkrat hoče nek spolen izraz dobiti. A pa pač ni dosti, da bi se sam jaz fenomenalno počutil v sebi, ampak se hoče to na nek način izraziti. In zdaj pa, če sem jaz v onem sproščenem stanju, pol v tem sproščenem stanju se mi zdi, da bi to ful neprimerno lahko izpadlo kar naenkrat. Ker takrat, rečemo temu, družbene norme ne igrajo kakšno pomembno vlogo. Mislim, saj lahko pri sebi pomislite, takrat, ko ste sproščeni, a te pomislili tako, kaj je družbeno sprejemljivo, ali boste sam, meni tole zdajle sede in to je to.
A veš, pač malo tako dol ti visi takrat in je tako ful v redu. Ampak ni pa mogoče čist družbeno sprejemljivo, pa se pa, a veš, ne vem zakaj jaz tako dojemam trenutno, ampak je kakor ali se obnašam družbeno sprejemljivo, pa se v sebi ne počutim najboljš, ali pa se vse počutim ful dobro. Tako res pač ja, imam zadnje čase momente, ko pridem za nekaj kratkega časa v the best feeling in je tako fucking amazing. Ampak, kako biti v tem feelingu in se obnaša družbeno sprejemljivo in ne veš da bi sam ležal na kavču in tako vse štiri od sebe in tako, meni dogaja. Veš, kaj mislim? Pač to, kako to dvoje dati skupaj, kako to dvoje združiti, to meni ni jasen. In pogledam Sadhguruja in ta človek presežen, ko jaz njega gledam, ta človek je tako zrelaksiran, da to ni res, to je sad tako, jaz hočem biti tak. Ampak, človek se pač lepo, a veš, tam sedi, razlaga, pač obnaša se, ful dobro. In nima nekih, a veš, izpadov radosti, a veš, unih nekontroliranih izpadov radosti, ljubezni in pač tega najboljšega feelinga možnega. A veš, je kontrolirano. On je pod nadzorom. Ne, on je pod nadzorom. On ima nadzor sam nad sabo, v bistvu nad vsem tem. In je tako, ja, to je pač to, ja, to je to. Stari, ampak pride do tega, to je pa... Damn. To je moja prioriteta v lifeu. Prioriteta kot edinski samostalnik, se pravi, da imam eno prioriteto in eno glavno stvar, na kateri delam, in to je ta stvar, ki bi jo jaz rad doživel. Enkrat. Potencialno preden se stegnem. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splizala na poštarja in oče dol. Tretja je to slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišnici. Ej, joj mene, hej, Kataja. Joj mene, ej, Kataja. Joj mene, hej, Kataja. Joj mene, hej, Kataja. 7 binara je v dom za starce dol. 8 tepe me, odkar sem jo spoznal. Zakaj sem zdaj na 19. hotel iti? Za 19. smisel življenja je prepir, 2 svetona njihno vliva vase rum in pir. Ej! Pa tako Adis Molari faca. Ne vem, malo omenjam teme, ne vem, ko sem na to prišel zdaj, ampak tip je faca. Te teksti, ki jih piše, to je tako, what? Kako se to, če je en komad v hrčku napisal, se mi zdi. Ne recimo komad v hrčku, ampak da je on kakor neki zavozil life in da ga še njegov hrček gleda, pa tako, da hrčku dol visi za njega, ker pač je zavozil life ali nekaj tasga. In je smeh.
Ti meni se res zdi, da je tako, da mehne stvari so one, ki naredijo life. Mislim, sej velike stvari so pomembne, ampak tako, take mali dogodki. Kakor enkrat, dobro, to sem že prej razmišljal o tem, pa nočem zdaj se ponavljati. Mislim, sam se ponavljati, vam še nisem prav, ampak enkrat sem šel mimo Žal, pa tako gre ena mlada družina mimo, mislim, foter je bil, pa mat, pa ta-mal, a sta bila celo dva ta-mala, no, en ta-mal je bil ziher in pol ta reče, a grejo na pokopališče, pa onedva, da grejo na Žale. Pa ta-mal mu ni bilo jasno, čakaj malo, a grejo na pokopališče, ali grejo na Žale. In jaz sem se sam smejati začel, ker se spomnim, ko sem bil jaz mali, pač tudi nisem dojel, da pač Žale so ime enega pokopališča. In mi ni bilo jasno tako, a pač pokopališče ali Žale, ne morejo biti in Žale in pokopališče, da je ta stvar je pač ena stvar, ali je pokopališče ali pa Žale, da se pa odloči. In ne, ja veš, da so Žale, so pokopališče, ne. Pač take stvari, a pa recimo včasih sem mislil, da je pač, jaz sem res mislil, da je računalnik una zadeva, ki je na mizi. A veš, kaj so bili včasih še te monitorji katodni, ta veliki. Jaz sem mislil, da je to računalnik. Monitor. In ne una kišta pod mizo, a veš, una kišta pod mizo, una je računalnik, to na mizi je bil pa monitor. In ne, jaz sem mislil, da je monitor računalnik. Ali pa, oh my god, to vam bom res lej, folk, to ne rabite razlagati naprej, ampak je smešen, ker ziher je kakšen od vas v lifeu imel isti moment, kaj jaz, kaj je dojel tole. In enkrat pač hodil sem na plavanje, ne, in enkrat po treningu se prijatelja pogovarjata in pol en razlaga drugmu, da imajo, to smo bili v osnovni šoli še, da imajo ženske 3 luknje. Ne 2, 3. In, a veš, jaz pač sem po sebi sklepal, pač eno, a veš, imam za veliko potrebo, to drugo imam pa za malo potrebo, pa za posebno potrebo. Wink, wink. In sem sklepal, ja, da je pač pri ženskah isti sistem, ne. Pa on razlaga, da imajo 3, a veš, eno za veliko, eno za malo, pa za eno za posebno. Wink, wink, potrebo. Tako da se pol tam pogovarjata, pa jaz nisem nič hotel reči, ker nisem hotel na umen izpadati, češ da jaz ne vem tega, še zdaj, a veš, v osnovni šoli. Ja, ampak sam poslušam in se prav spomnim, ker tako, a ja, a 3, a ja, ok, pač nekaj novega. Takrat sem mislil, da imajo 2. Smeh. Pač take stvari, kaj je bilo še kaj tazga, ker sem jaz nekaj izvedel, a ja, tako je to, čakaj, kva? Aha, ok. Zdaj se bom prav spomnil, kakšen ful dober primer. Ne, no. Oh my god, kolektiven dopust, kolektiven dopust. Jaz sem včasih mislil, da kolektiven dopust pomeni zastonj dopust. A veš, da pač imaš svoj standarden dopust, pol je pa kolektiven dopust, ki je pač tako ekstra dopust. In nisem dojel, da pač kolektiven dopust je samo takrat, ko vsi naenkrat vzamejo dopust in je zato kolektiven dopust. Ne. Jaz sem mislil, da je to ekstra dopust, da pač takrat imaš tako unih 20 ali koliko dni, imaš standardnega dopusta, pa imaš pa še ta kolektivc, ki je zraven in je tako, a veš, free dopust. To je bilo tako smešno, ker mislim, lih pred kratkim sem bil prvič na kolektivnem dopustu, ne, zdaj ko v šoli delam in je
Ne, da se to zdaj pri 31 pogrunto, to se že prej pogrunto, ampak tako, no, pač jaz sem včasih res mislil, da kolektivni dopust je zastonj dopust. Pač da fakt, no. Čakaj, le še kakšne, ta s kolektivnim, to mi je še zdaj smešen. Evo, lahko med tem, ko jaz razmišljam, še vi pomislite, a je bil kakšen moment v lifeu, ki ste, a veš, mislili, da nekaj je tako pa tako, pa mi je pa en razložil, da ne, to ni tako pa tako. To je tako pa tako. In ste bili, a res, ok. Čakaj, dajmo prav razmisliti. Ok, ta ni toliko smešna, ne. Ampak jaz sem mislil, da se reče golnik. A veš, tam, kaj je pač eno zdravilišče, pa sej mislim, da je cel kraj. Golnik. Ne, golnik. Golnik. Pa tako, pa mami je vedno rekla golnik in pa sem jaz mislil, da je golnik, ne da je golnik. No in zadnjič se pač vozimo kaj, ko smo šli na Ratitovc z bratom pa njegovo šetat. Je bil, ja, Ratitovc, ja. In se peljemo min Golnika in tako on meni reče golnik. Jaz tako, kakšen golnik? Golnik. In on ne. In pa smo tako 10 minut pogovor o tem in ja, jaz sem se motil. Tako da, kakor zdaj razumem situacijo, se reče pravilno golnik in ne golnik. A se take slovnične so mi tudi zanimive, veš, kad tako cel life nekaj narobe govoriš, pa te pa en popravi, reče, ne, to se tako pa tako pravilno izgovori. To je to, res, ok. A pa, evo, še to moram šerati, ne vem zakaj, ampak ne sem, da so te stvari, ki smo mislili, takole to poteka, pa ugotovimo, da ne takole to poteka, ampak tudi vsak od nas, tako ziher, vsak od nas dela kakšne stvari, ki so tako brez veze, da polno brez veze. Še kaj sem jaz včasih delal. Imel sem, pač jaz nosim spodnje majice, od malega, polet ne, ampak od malega sem navajen, da jesen, pozim, tudi spomlad, ko je hladno, ne, nosim spodnjo majico. Kaj pač lepo, veš, te lepo oprime okoli telesa in je toplo in je fajn. In se pozim po plavanju, ne, pač ne prehladiš. Veš, kaj ti tam hladen veter lahko piha pod pulover ob boke in pol valjda se prehladiš, ne. Tako da jaz sem navajen spodnje majice, pa pazi to, sem imel včas eno spodnjo majico za doma, pa eno za zunaj. Ja, jaz, ko sem prišel domov, jaz sem dal zunanjo spodnjo majico dol in sem oblekel domačo spodnjo majico. In pol, ko sem šel ven, sem dal domačo spodnjo majico dol in sem oblekel zunanjo spodnjo majico. In jaz ne vem zakaj, pa enkrat mi je končno kapnil, čakaj malo, a jaz to malo
mogoče, a jaz to mehen kompliciram zadevo. Prav spomnim se, enkrat sem prav prišel do tega, da čak pizda, to je pa malo kompliciran sistem. In od takrat pač nosim eno spodnjo majico, dokler nima mehen neprijetnega vonja in pa jo pač zamenjam in dam svežo gor in pač nosim uno. Doma in vzuni. Jo, to je bila res taka butasta zadeva. Jezus. Pa takih butastih zadev sem imel več. Ker sem včasih delal, pa sem se pa odvadil. Evo, še ena. A veste, tele brisače, ne? Za obraz ali pa za roke, pač v kopalnici, ki imamo vsi brisače. Pa daš brisačo na kljukco, oziroma na kavelj. Če ima brisače pač a veš štrcelj, no, za katero jo zatakneš na kljukco ali pa na kavelj. No, v glavnem, jaz ta štrcelj sem hotel vedno poravnati, da ni tako zapognjen, ampak da je vedno pač tako naravnost čez. In to preseža, to še zdaj delam, pa sem se probal odvaditi, ampak ne. Ta štrcelj more biti naravnost. Ne vem zakaj, fuck, pa prav sem se odvadil. Jaz imam preveč cajta. To je zaključek. Jaz imam preveč cajta. Se vidim, da takrat, ko imam v službi ful za delati, pa pridem domov, pa imam cajt samo za pač zadnje mesec, samo za meditacijo, pa zato, da nekaj pojem, pa pogledam, ne vem, 1-2 videa, Markiplierja ali pa kakšnega tazga. Ja, se ne ubadam s temi zadevami. Tako da včasih biti zaposlen oziroma imeti malo cajta je tudi fajn, zato ker pa kakšne bedarije, ki jih počnemo vsak dan, pač odpadejo. Če imam pa cajt, te štrcli, pičko mater, to jih kar vsakič hočem poravnati. A smo jih prej o pecajzelstvu, ne? Pecajzel, stari. To je ena taka dobra beseda. Pecajzel. Pecajzel. In ja, jaz rad pecajzlam, to je tako dobro, ko vzameš eno zadevo in jo v nulo spedeneš. Pa to je užitek. A veš, ko pač vzameš to, pa pogledaš, tole bom takole naredil. Pa tale detajl takole, pa tole takole, in pa grem, pa res naredim dober, pa vmes ugotovim, še takole bi bilo še malo boljš, in pol naredim še malo boljš, in tako v nulo doteram zadevo. In je pač en tak poseben užitek, ki res nekaj kakovostnega skupaj spraviš. Problem, ne, v poslovnem oziroma v delovnem svetu, ne, je pa, da ti noben ne bo dal cajt za to, oziroma noben te ne bo plačal, da boš to delal. Razen če delaš kakšne stvari, ki je malda ne pecajzelstvo v opisu tega delovnega mesta. Ko predstavljam si, da NASA, mislim, da v eni prejšnjih epizod sem rekel NATO, ampak ne, NASA pošilja rakete v vesolje. Tam je kar fajn, če vsak, ta vijak, ne, da se dobro zategne, pa da se razmisli, a bo termodinamičen, pa da bo dobro, narejen, ne. Tam je kar fajn, če je človek pecajzel, medtem ko kakšne zadeve, ki jih mi vsi delamo vsak dan, ki morajo biti narejene včeraj. Ti veš, da enkrat sem imel eno, kaj je bila, izvršna direktorica, mislim, da, ja, ki smo imeli sestanek, ne, in prav reče, da ona hoče imeti to narejeno včeraj,
in pol se vsi smejemo, pa v bistvu ful ni smešen, ne. To je pa ena zadeva, ki ni smešna, ker pač včas, pa niti ne včas, ampak kar, bom rekel praviloma, če hočeš že nekaj dobro narejen, to zahteva svoj čas. In pač mimo tega se ne da. Če hočeš, da so stvari dobro narejene, si moraš vzeti cajt zanje. In fuck off vsi, ki mislite drugače. Tako presežem, pač fuck off. In kle, a veš, tudi simple life, ne, se to, vse skupaj se je začelo kot majhne stvari, ki jo vsak od nas lahko naredi, da si polepša svoje življenje, oziroma poenostavi svoje življenje in lažje zadiha. Saj mislim, da je tudi slogan strani nastavljen, poenostavi in lažje zadiha. In ja, mislim resno, ker včasih toliko fucking, mislim, vsaj moja izkušnja je taka, toliko fucking zakompliciramo life, da samo če bi to kompliciranost ven odstranili, bi bilo neprimerljivo lažje živeti. In evo, to je pa ena stvar, ki je z lastne izkušnje lahko povem. Pa, a veš, ne samo, da je to na fizičnih stvarih, ki včasih jih imel veliko več, kot jih imam zdaj, pišu, ker zdaj imam res toliko malo stvari, a veš, fizične lastnine, da lahko praktično vzamem krpo, stegnem roko, se sprehodim čez stanovanje, pa sem prah pobrisal po celem stanovanju, ker pač ni nič, kle. A veš, že zdaj vidim zaslon, mislim TV, komp, kavč, stol, ki imam tele obleke čez. In enkrat smo se hecali, da tako vsak od nas, pa vi tudi, to je prav, vsak od vas ima verjetno tudi to doma, a ne, stol, čez katerega obleke mečeš, oziroma oblačila. Ja, jaz ga zdaj gledam, to je pač, tamle v kotu sobe je pač ta moj stol, ki imam vse puloverje, pa kavajke, pa majice, pač tam čez vržem. Mislim, se je tako, da so poravnane, ne, ampak, a nimamo, doma imamo fiks, ziher imamo vsi ta stol doma. Evo, in poleg prahu ta stol, to je ena zadeva, ker nas vse ljudi druži. No, kar sem hotel pa reči, je pa, ja, simple life se je tako začel, pač poenostavil sem si fizičen obstoj, da pač imam manj stvari in posledično moram za manj stvari skrbeti. Pol sem si poenostavil digitalen life in tako ogromen enih datotek zbrisal, pa uporabniških računov, pa ne vem, enega sranja, ki sem ga skozi leta nabral. Pa se še zdaj nabiram, ampak veliko hitreje to brišem, oziroma manj tega nabiram. Evo, zdaj sem pa prišel do te največje poenostavitve, ki je pa moja psiha, ki se je tudi ostali, ne, pač verjetno ste že opazili, da velikokrat svet okoli vas niti ni toliko problematičen. Da je bolj problematičen ves ta šunder, ki se v vaši glavi dogaja. Pa, veš, vam kolega ali pa kolegica nekaj reče, pa, veš, same besede, pa sam namen za temi besedami ni nič takega, ampak pol iz te muhe, veš, naredimo slona in pol kar naenkrat začnemo trpeti, zato ker smo mi iz te muhe naredili slona in to, a je mislila to, a je mislil to, kaj se bo pol zgodilo. In pride toliko enega trpljenja samo iz tega, ker se nam v glavi odvija en butast film. Pač v glavi se nam vrti en film, ki nima lahko nobene podlage v resničnosti, nobenega niti stika z resničnostjo, lahko je pač čisto neka namišljena zadeva in to se tam gor odvija in, a veš, mi gledamo ta film in je tako. No, pač ni nam kul zaradi tega.
Saj mislim, da sem posnel epizodo z naslovom Lažne misli. No, tam sem malo boljš opisal to. Ampak ja, trenutno sem na tem poenostavljanju svoje psihe, da se pač malo manj samega sebe spravljam v slabo voljo, ker pač ne rabim tega. Ne rabim biti slabe volje. A veš, tudi takrat, ko life ne gre tako, kot si jaz predstavljam, da bi mogel iti, takrat ni rešitev, da, a veš, delam jaz dvakrat več, zato da bo life šel tako, kot si jaz predstavljam. Ne, takrat je samo treba odstraniti te predstave. A veš, da si jaz predstavljam, da life bo tako pa tako pa tako. Lej, očitno ne bo tako pa tako pa tako, bo malo drugače. In je čist cool, če je malo drugače. Ok, mogoče, če bi mi nekdo rekel, da jaz ne morem biti več sproščen oziroma se truditi za to, da bi se v sebi noter dobro počutil, pol, ok, v tem primeru bi začel dvakrat več delati in se pač boriti proti temu, ker, a veš, je ena stvar, ki mi veliko pomeni. In ki mi noben drug nima zagovoriti, kako sem jaz znotraj sebe počutil. To je moja stvar in samo moja stvar. Tako da že v osnovi, a veš, mi pač, ali pa vam, lej, kako se vi znotraj sebe počutite, vam noben nima zagovoriti, nič. Kaj boste delali, ali pa kaj ne boste delali, ja, to pač, kakor ste opazili, imajo drugi ljudje kar neki vpliv na to. Ampak ob tem delanju, pa ne delanju, kako se te pa not počutili, to je pa izključno vaša zadeva. In evo, kako sem jaz not počutil, izključno moja. In hočem reči, da kle imam tako in tako predstavo in ja, se bom upiral, če mi kdo to začne sitnart ali pa kako zadnjič sem en dober izraz uporabil. Šart potem, evo, če mi začne kdo šart potem. Ampak v vseh ostalih primerih pa da moje predstave grejo. A veš, recimo grem jaz kolegoma v Škofjo Loko na obisk. In si predstavljam, da bomo počeli, a veš, da bomo šli na sprehod, pa da se bomo pol malo pogovarjali, pa šli eno družabno igro, pa pol en film pogledali. In pol prijem in rečeta, a gremo mi na bazen. In je to, mislim, se bazen je fajn, ne? Ampak ni v skladu z mojimi predstavami. In pol, ne, jaz sem hotel nekaj drugega delati in kaj, a veš, zdaj bomo šli na bazen, kar je ful fajn stvar. In jaz bom tako ves cajt slabe volje, zato ker jaz sem si pa predstavljal, da bomo pač šli na sprehod, pa igrali družabne igre, pa en film pa pogledali. Pa zdaj nismo nič od tega delali. A veš, o tem govorim. Da v tem primeru moje pričakovanje oziroma moja predstava bi mene cel dan spravljala v slabo voljo. Ne, v enem momentu sam, ta pričakovanja, fuck off, spizdite, nimate kaj več kle delati. In gremo na bazen? Ja, pojmo na bazen. In pa, ko smo na bazenu, fuck yeah, kako je dobro biti na bazenu. In bi cel dan užival. Zato, ker pač ne bi imel teh nekih pričakovanj, ki nimajo več nobene veze z resničnostjo, ki se odvija okoli mene. In to je, da sem jaz zdaj na bazenu s svojima 2 kolegama in da je ful fajn. In to, da poenostavljanje pride od fizičnih zadev do digitalnih zadev, končno do naše lastne psihe. Mislim, saj moja pot je bila taka. In stari, ko si pa enkrat svoj lasten znaš nadzirati do neke mere, oziroma ko znaš operirati s tem, stari moj, stara moja, to je pa tako dobro.
To je pa tako dobro. Ko ti lasten ne greni več življenja, ampak dela tako, kot ti žvižgaš. In pol, če žvižgaš eno veselo melodijo, pač bo veselo plesal. Če pa zaradi ne vem kakšnega razloga začneš neko, otožno pesem prepevati, pa pa pač bo otožen. Ok, zdaj je pa prišel del epizode oziroma tega monologa, kjer se meni zdi, da začenjam že nabijati za brez veze in bomo mi zaključili tole epizodo. Tako da družba, to je to za danes.